25. marca letos mineva 60 let od podpisa rimske pogodbe, s katero sta bila ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za jedrsko energijo. Ob tej priložnosti je papež Frančišek v Vatikanu sprejel voditelje evropskih držav. Prvi del svojega nagovora je posvetil predvsem ustanovnim očetom Evropske unije, zatem pa današnje voditelje pozval, naj iščejo in udejanjajo poti upanja za Evropo. Med drugim je dejal: Evropa lahko ponovno najde upanje v solidarnosti, ki je tudi najučinkovitejši protistrup za moderne populizme. Solidarnost vsebuje zavedanje pripadnosti enemu samemu telesu ter istočasno sposobnost, da vsak od članov čuti z drugim in s celoto. Če trpi eden, trpijo vsi. Tako tudi mi danes z Združenim kraljestvom jokamo za žrtvami atentata, ki je prizadel London pred 2 dnevoma, je v nagovoru poudaril papež Frančišek in nadaljeval. Solidarnost ni dober namen, zaznamujejo jo konkretna dejanja in dejstva, ki nas približajo k bližnjemu. Evropa ponovno najde upanje, kadar vlaga v razvoj in mir. Razvoj se nanaša na celostno človeško bitje. Evropa ponovno najde upanje, kadar se odpre prihodnosti, je voditeljem dejal papež Frančišek, ter ob sklepu poudaril. Tudi Evropska unija je danes poklicana, da se postavi pod vprašaj, da ozdravi neizogibne tegobe, ki pridejo z leti, ter najde nove smeri na svoji poti. Za razliko od 60-letnega človeškega bitja pa Evropska unija pred seboj nima neizogibne starosti, ampak možnost za novo mladost. Njen uspeh bo odvisen od volje, da bi ponovno delali skupaj, ter bi ponovno stavili na prihodnost. Na vas, voditeljih, je, da razlikujete pot novega evropskega humanizma, ki je sestavljen iz idealov in konkretnosti. To pomeni ne imeti strahu, da bi sprejeli učinkovite odločitve, ki bodo lahko odgovorile na realne potrebe oseb, je poudaril papež Frančišek.